Pozdravljeni in dobrodošli v tej posebni izdaji i24 News English. Iran je od včeraj proti Izraelu izstrelil več kot 20 raket, pri čemer trdi, da gre za povračilni ukrep zaradi izraelskega napada na južno predmestje Bejruta, El-Dahi. V odgovor je Izrael čez noč napadel petrokemične obrate in drugo infrastrukturo v Iranu. Zdaj iranska vojska sporoča, da končujejo napade na Izrael, vendar dodajajo, da bo Iran odgovoril, če bo Izrael nadaljeval z napadi na Libanon, tudi na jugu. Tukaj je, kaj je prej danes povedal tiskovni predstavnik IDF. Ta kampanja je še ena kampanja v vojni proti iranskemu terorističnemu režimu. Delujemo, da bi poglobili škodo povzročeno režimu in ga oslabili. Iranski teroristični režim je znova izbral terorizem. Poskuša ustvariti realnost enačb. Svoj napad na Izrael povezuje z udarom, ki smo ga včeraj izvedli v Dahijehu. Režim naj bi branil svojega proksija, teroristično organizacijo Hezbollah v Libanonu. IDF je odločen odstraniti vsako grožnjo izraelski varnosti, kjerkoli in kadarkoli. Zdaj se oglašamo k našemu glavnemu dopisniku iz ZDA, Mikeu Wagenheimu v Beli hiši. Mike, začnimo s pogovorom med Trumpom in Benjaminom Netanjahujem. Pred kratkim je bilo to objavljeno. Kaj vemo o tem pogovoru z ameriške strani? Zaenkrat vemo le malo, razen tega, da želita uskladiti stališča, da bo premier Netanjahu po svojih najboljših močeh izpolnil vse, kar ima ameriški predsednik v mislih. Pomembno pa je, kot sem ljudi opozarjal že nekaj let, da se tega spomnimo. Kar predsednik pogosto pove v javnosti, je pogosto bolj dramatičen, bahav način izražanja tistega, kar pove zasebno. Tako smo včeraj slišali javne izjave predsednika Trumpa, ko je govoril z novinarji o tem, kako bo poklical premierja Netanjahuja, kako mu bo naravnost povedal, naj ne napade Irana, da je on, predsednik Trump, tisti, ki odloča. In potem nekaj ur kasneje Izrael izvede svoj protinapad proti Iranu. To ne bi smelo biti presenečenje za tiste, ki spremljajo dogajanje. Prvič, čeprav premier Netanjahu nima zadnje besede pri ameriških zadevah, se njegovo mnenje zagotovo upošteva. In včasih lahko vsaj predsedniku Trumpu ponudi drugačen pogled, kot ga morda dobiva od svojih svetovalcev tukaj v Washingtonu. In drugič, ne glede na vse, tega res ne morem dovolj poudariti, saj smo to opazovali že nekaj let, odkar je predsednik Trump znova prevzel položaj. Kljub nesoglasje med predsednikom Trumpom in premierjem Netanjahujem, ki lahko včasih tudi nekoliko izbruhnejo, ostajata tesna partnerja. Še vedno ostajata usklajena pri številnih prizadevanjih in vidimo, da se to znova potrjuje. Kljub včerajšnjim predsednikovim izjavam, saj vidimo, da Izrael znova ukrepa glede Irana. Mislim, da je naslednji korak tukaj za predsednika vlade Netanjahuja in predsednika Trumpa, kot kaže, ugotoviti, kako uskladiti stališča glede vprašanja Libanona. Glede na to, da iranska grožnja zdaj neposredno sega ne le do Bejruta, ampak tudi do južnega Libanona. In ugotoviti, kako bo potekalo usklajevanje glede libanonskega vprašanja, glede na novo realnost situacije v odnosu do Teherana. Da, zagotovo bomo govorili tudi o tem. Včeraj je predsednik Trump dejal, da je dogovor zelo blizu, ko so ga vprašali o izmenjavi ognja med Izraelom in Libanonom. Med Izraelom in Iranom, oprostite. Bi to lahko bilo dejansko povezano? Ali Iran poskuša pridobiti več koncesij od Američanov, ko se približujemo doseganju dogovora? Ne približujemo se doseganju dogovora. Nikoli ni bilo blizu, ne glede na to, kaj prihaja iz Bele hiše in občasni optimizem. In obstaja veliko razlogov, zakaj predsednik izraža optimizem, da je dogovor na dosegu roke, da je blizu, lahko uporabiš vse te sopomenke. Nikoli ni bilo blizu in tudi zdaj ni blizu in nič ni na vidiku. Tako lahko še naprej ponavljamo ta proces, kjer vsem dvigujemo upanje ali pa se bolj natančno soočimo z realnostjo in dejstvom, da Američani in Iranci niso blizu dogovora. In da nadaljujem s tem. Realnost, namesto da si predstavljamo, da je tukaj kakšen dogovor na dosegu roke. V redu, torej smo spet pri našem glavnem ameriškem dopisniku Mikeu Wagenheimu. Ste z mano iz Bele hiše, najlepša hvala. In zdaj v studiu pozdravljam našega višjega dopisnika z Bližnjega vzhoda Ariela Oserana in našega varnostnega analitika Jonatana Regeva. Obema dobrodošla. Začnimo z vami, Ariel. Kaj točno tukaj pravi iranska revolucionarna garda?
Trenutno dodajajo oziroma postavljajo nov pogoj, da Izrael ne sme napadati niti juga Libanona. Da pravijo, da so po njihovem mnenju že odgovorili na izraelski napad v Bejrutu. In po njihovem mnenju je njihova vojaška operacija zaključena. Vendar pa, če bo Izrael nadaljeval z napadi tudi v južnem Libanonu, niso rekli napadi na Iran, ampak napadi na Libanon. Rekli so, da če Izrael nadaljuje z napadi, mora Izrael po mnenju Irancev povsod ustaviti ogenj tudi v južnem Libanonu. Če pa Izrael tam izvede napade, bo odziv veliko ostrejši. Zdaj lahko rečemo, da iz Libanona prihajajo poročila o izraelskih napadih v mestu Tir v južnem Libanonu. In tako je Izrael to novo enačbo postavil na preizkušnjo, ki jo Iran poskuša vzpostaviti, da bi omejil Izraelovo svobodo delovanja. Ne samo v Iranu, ampak tudi v celotnem Libanonu. Ne le v Bejrutu, ampak tudi v južnem Libanonu. Torej, kar tukaj vidimo je, da je po mnenju Irana ta krog končan in poskušajo pokazati, da so oni tisti, ki narekujejo tempo. Dejanja Izraela z napadi v južnem Libanonu trenutno dokazujejo nasprotno. Da in Jonatan, a lahko Izrael sploh sprejme takšno enačbo? Ne more je sprejeti, ker predvsem ne more sprejeti dejstva, da je Iran tisti, ki ima glavno besedo. Že prej, še preden se je to zgodilo, je bila situacija že težka. Tudi prejšnjih pogojev Izrael ni mogel sprejeti. In videli smo, da je Izrael rekel, postavimo to na preizkušnjo. Napad na Dahija, tudi ob razumevanju, da bi to lahko povzročilo napad iz Irana. Izrael pravi, da je to nesprejemljivo. Kar zadeva Izrael, vse skupaj pomeni velik korak nazaj. Poglejmo, kaj se je zgodilo v zadnjih 2 letih, ali približno toliko. Izrael je izvedel različne napade po celotnem Libanonu, v soseski Dahija ubil Nasralaha, celotno operacijo BPO, vse, kar se je dogajalo v Bejrutu in drugod po Libanonu, in Iran je ostal tiho. Ni bilo združitve front, zdaj pa je. In to je nekaj, to je iranski dosežek, ker sta vsaj Bejrutska fronta in iranska fronta zdaj povezani. In tudi jemenska fronta, če smo že pri tem. Prva sirena, ki se je danes zjutraj oglasila tukaj v Tel Avivu, na območju Tel Aviva, je bila zaradi izstrelka iz Irana. Zato je Iranu uspelo doseči to poenotenje front. In če bi morda četrt Dahijeh v Bejrutu lahko šteli za nekaj posebnega, ko gre za napade, Izrael ne more živeti z novo formulo, ki pravi, da ne more napadati v južnem Libanonu. Kaj sledi? Gaza, Zahodni breg, umik vseh sil iz Libanona, iz Sirije. To so stvari, ki so bistvene za izraelsko varnost. In ni razloga verjeti, da če zdaj popustite eni iranski zahtevi, se v bližnji prihodnosti ne boste soočili z drugo. To že vidimo, da se dogaja na terenu. Zato je odgovor na vaše vprašanje ne. To je nekaj, s čimer Izrael ne more živeti in kot kaže, Izrael to že preizkuša. In to nam tudi pove o samozavesti, ki jo imajo Iranci vsaj za zdaj, morda zaradi razmer v zalivu in tudi glede trenutnega položaja predsednika Trumpa v ZDA. Ariel, medtem ko se pogovarjava, prihajajo nova poročila o nadaljevanju izraelskih napadov na Tir in druga območja na jugu Libanona. Kaj izvemo? Da več območij, Tir, Bulišmeli in druga območja v južnem Libanonu. To prihaja kmalu po iranskem ultimatumu, da bo Iran, če bo Izrael izvedel napade kjerkoli, tudi v južnem Libanonu, odgovoril z veliko hujšim udarcem. Tako Izrael trenutno res poskuša preveriti, ali Iran blefira, poskuša pokazati, da je njihov položaj, njihova drža, kar je, mislim, presenetilo mnoge, ki spremljajo to situacijo. Očitno, kot ste pravkar omenili, gre za opogumljen režim. Nekateri bi celo rekli, da so opiti od moči, da imajo občutek, da imajo prednost, da so strateški zmagovalci po teh krogih. Vprašanje je, zakaj zdaj povezujejo te dve fronti ali morda druge fronte v prihodnosti.
Toda takrat, ko je Izrael ubil Nasralaha, se sploh niso trudili odgovoriti, vsaj ne takoj. Ker so takrat imeli strateško potrpežljivost v obliki vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Trenutno vidimo nov kratkoviden režim, ki je bolj nagnjen k hitrim odzivom. Lahko bi rekli, da so celo prehitro pripravljeni ukrepati. Če je v preteklosti Iran, ko si ga napadel, vzel čas in odgovoril, ko je menil, da je primerno, zdaj vidimo Iran brez te strateške potrpežljivosti. Ampak obstaja še en razlog. Da. Kar vidimo pred svojimi očmi, je popoln zlom iranske strategije z uporabo posredniških sil. Ognjeni obroč, ki ga je Iran skušal vzpostaviti okoli Izraela z arabskimi posredniškimi silami, ki napadajo Izrael, da bi Iran ostal zunaj spopada. Kar vidimo zdaj, je ravno nasprotno. Namesto, da bi se posredniške sile bojevale za Iran, se Iran bori za svoje posredniške sile. Ve, da če ne bo stopil na stran Hezbolaha in ga prepustil njegovi usodi, bo njegova usoda podobna usodi Hamasa, ki v tej viziji posrednikov praktično ni več dejavnik. In tako Iran, medtem ko poskuša kazati moč, sam čuti, da deluje iz pozicije moči. Pravzaprav skuša rešiti zmogljivosti svojih posredniških sil. In namesto, da bi posredniki branili Iran, zdaj Iran brani svoje posrednike. V redu, gospodje, ostanite z mano. Zdaj želimo iti na sever Izraela. Našemu dopisniku Joeju Brownu, ki je v Haifi. Joe, začnimo govoriti o nedavnih napadih Irana, čez noč in tudi danes zjutraj. Kakšna škoda je nastala, če je sploh nastala, zaradi teh raket? Škoda je bila zelo majhna. Napadi z obeh strani so se zdeli kot nadaljevanje tam, kjer so prej končali. In s tem mislim na več kot mesec dni dolgo bitko, v kateri so bile zaloge na obeh straneh precej izčrpane. Izraelske obrambne sile je sporočila, da so izvedli omejene napade v Iranu, zato je Iran v zameno izvedel le nekaj napadov na Izrael po vsej državi. Skupaj je iz Irana v izraelski zračni prostor prodrlo le približno 24 raket. Vse so bile prestrežene ali pa so pristale na odprtem polju. Edina škoda, ki smo jo doslej videli, je bila povzročena strani prestreznikov, izdelcev rakete, ki so bili prestreženi in razpršeni po nekaterih območjih, vključno z Zahodnim bregom. V Jerihoju je bil del rakete, ki je obtičal v tleh, vendar glede žrtev zaenkrat še ni bilo ničesar. In to kljub temu, da so se bolnišnice tukaj na severu Izraela prešle na vojni režim. In s tem mislim, uporabljajo svoje podzemne bunkerje, kot na primer v bolnišnici Rambam v Haifi, kjer imajo največjo utrjeno bolnišnico na svetu. Celotno podzemlje je bilo čez noč v 12 urah preurejeno iz parkirišča v popolnoma delujočo bolnišnico. Zdi se, da tega zaradi iranskih izstrelkov za zdaj še ne potrebujejo prav veliko. Vendar pa, če bodo, kot so obljubili, napadli Izrael, če Izrael napade Libanon, se to lahko zgodi v prihodnosti. Toda glede na to, kar smo doslej videli, je bilo le nekaj napadov na severni Izrael in ni bilo veliko škode. In prav zdaj, ko govorite, se na severnem območju slišijo sirene. Konkretno govorimo ob območju ob meji med Izraelom in Libanonom. O tem naj bi imeli več informacij čez minuto. Toda to se dogaja tudi v kontekstu, da od začetka zaostrovanja med Izraelom in Libanonom nismo videli nobenih raketnih ali dronskih napadov strani Hezbolaha, Izraelom in Iranom, oprostite. Da, če bo prišlo do več raket strani Hezbolaha in če gre le za raketni napad vzdolž linije soočenja, je zelo verjetno, da to prihaja od Hezbolaha. In to je dejansko večja grožnja za prebivalce severnega Izraela, saj bodo imeli le nekaj sekund, da se odzovejo na raketo Hezbolaha. Še posebej, če gre le za drone FPV, ki jih uporabljajo. Zelo, zelo težko jih je prestreči, zato nimajo veliko časa, da pridejo do zaklonišča. In obstaja manjša verjetnost, da bodo izraelski zračni obrambni sistemi to lahko prestregli. Torej, ko prihajajo rakete iz Irana, imajo 5 do 10 minut opozorila.
Po severnem Izraelu je dovolj zaklonišč, da ne boste več kot 5 minut oddaljeni od enega. Tako se bo veliko ljudi lahko pravočasno zateklo v svoja zaklonišča. Če se obstreljevanje strani Hezbolaha nadaljuje, se zdi, da je to glavna grožnja tukaj. Vendar, kot pravim, se pojavlja naraščajoč domino učinek. Vsaka stran želi pokazati drugi, da ima večje orožje, da so oni tisti, ki držijo vse adute, da so sposobni povzročiti več škode drugi strani. Kot smo pravkar videli, so izraelski napadi v Tiru na jugu Libanona, kar bo nato vodilo do libanonskega obstreljevanja. Hezbolah strelja proti severnemu Izraelu, na kar lahko Izrael odgovori z napadom na Bejrut. In potem lahko to v enačbo vključi Iran, ki lahko izstreli več raket proti severnemu in osrednjemu Izraelu. Vse pa izhaja iz dejanj Hezbolaha. Da, tudi to dogajanje bomo spremljali. Najlepša hvala, Joe Brown, naš dopisnik, bili ste z menoj iz Haife. Pojdimo zdaj k Catherine Beres Šakedam, strokovnjakinji za Iran, Jemen in radikalna gibanja, prav tako izvršni direktorici organizacije Forum for Foreign Relations, ki se nam pridružuje iz Londona. Začnimo z iransko odločitvijo glede včerajšnje enačbe, ki jo poskušajo tukaj vzpostaviti. Ko Izrael napade Bejrut, bodo oni napadli sever Izraela ali druga območja v Izraelu. Zakaj mislite, da se je Iran prav zdaj odločil za napad? Mislim, da je to izgovor. Mislim, da je Iran iskal način, kako bi za nemogočnost sklenitve dogovora z Ameriko okrivil Izrael. In tako je bil vsak izgovor dober izgovor. In to so tudi storili. Mislim, da zdaj že vemo, da so ljudje po ponovni vzpostavitvi internetne povezave v Iranu zelo dobro seznanjeni s tem, kaj se dogaja v državi. In tudi zunaj, kar pomeni, da so ljudje veliko bolj pripravljeni in sposobni zrušiti režim. Zdaj razumejo, da je bilo veliko zagona, veliko stvari se je zgodilo zunaj države. In tako so Iranci, bi rekla, bolj lačni svobode, kot morda pred nekaj meseci, saj razumejo vse, kar se je zgodilo. In tako je režim potreboval izhod in zelo dobro zna to izpeljati. Rekla bi premirja in zapravljanje časa. In to je po mojem mnenju še en poskus, da se zamegli situacija, da se za vse okrivi Izrael, ker zakaj pa ne? To je tisto, v čemer so najboljši, da krivijo Jude. In če ne Jude, pa kar celoten Izrael. Torej so to naredili še enkrat. Nisem presenečena. Pričakovala sem, da se bo nekaj takega zgodilo. Želela sem si, da bi se motila, ampak žal se nisem. In nekateri ljudje pravijo, da Iran izgublja svoje posredniške skupine. Po drugi strani pa trenutno vidimo, da Iran poskuša oživiti, poskuša, rešiti Hezbolah. Na vse zadnje, ali menite, da je za Iran tako pomembno obdržati Hezbolah? Za njihovo strategijo ali za njihovo, strategijo? Na splošno strategija uporabe posredniških skupin v regiji? Nisem prepričana, da gre za verjetnost ali bi rekla, kako potreben je Hezbolah. Iskreno povedano, mislim, da je Hezbolah praktično odpisan. Oni to vedo, mislim, da gre za poziranje. Gre za sposobnost režima, da sklepa zavezništva zunaj svojih posredniških skupin in poskuša oživiti vse preostale posredniške skupine. Ostalo jim je zelo malo. Zato poskušajo spodbuditi Hutije, da nekaj naredijo in to so tudi storili, ker nimajo druge možnosti. Tako je res vprašanje, kdo bo prvi popustil. In mislim, da ima to veliko opraviti s tem, da prisilijo mednarodno skupnost, za katero vemo, da ni prav naklonjena Izraelu. Sicer pa, že sicer ne, danes pa sploh ne. V bistvu poskušajo vse prepričati, da je veliko bolje ohraniti status quo, obdržati režim, kot pa podpreti Izrael z vsem, kar imajo. In zato igrajo na apetite EU in Združenega kraljestva ter potencialno ZDA po vojni, ki je v primeru Amerike veliko večji, mislim, precej večji, kot pri EU in Združenem kraljestvu. Ampak morda ne za veliko, saj na to stavijo, da bo gospod Trump popustil in popustil v njihovo korist. Da bo želel skleniti dogovor za vsako ceno, mislim, ne glede na stroške, iskreno povedano, ne verjamem, da bo to delovalo. In mislim, da ne računajo na sposobnost, pripravljenost in željo Izraela, da uniči ta režim. Poskušajo obupano preživeti, kar vidite, bi rekla, je zadnji trzljaj mrtve živali.
Ja, zagotovo stavijo na to, da bo predsednik Trump popustil, kot ste rekli, ampak danes smo videli Hutije, ki ste jih pravkar omenili, kako izstreljujejo rakete proti Izraelu. Seveda to ni prvič, ampak pravijo, da bodo napadli tudi izraelske ladje v Rdečem morju. Vemo, kaj pomenijo, ko govorijo o izraelskih ladjah v Rdečem morju. Kar v resnici mislijo je, da bodo dejansko zaprli ožino Bab el-Mandeb. Zakaj se vpletajo prav zdaj? Mislim, od začetka vojne smo jih videli bolj, kot bi rekli, racionalne. Niso se želeli vpletati. In zdaj, po tem izmenjevanju ognja med Izraelom in Iranom ter izraelskem napadu na Bejrut, nenadoma napadajo Izrael in saj grozijo, da bodo zaprli ožino. V redu, mislim, da ima to več upraviti z arabskimi državami kot z Izraelom. In zakaj to pravim? Torej, ko so zaprli Perzijski zaliv, niso dobili odziva, ki so si ga želeli. Kar pomeni, da Kuvajt, Združeni arabski emirati in Saudska Arabija se niso ostro odzvali proti Izraelu, tako kot so pričakovali, da ga bodo. In zato so se odločili, da jih bombardirajo. In potem tudi rakete, izstrelki in droni niso delovali, ker Saudska Arabija ni niti trznila. Združeni arabski emirati so nas še bolj podprli, ostali pa so ostali zelo tiho. Tako, ste zdaj v situaciji, ko pravijo v redu, torej Perzijski zaliv ni bil dovolj, poskusimo z Bab el-Mandebom, poskusimo z Rdečim morjem, poskusimo z vsem drugim, kar imamo na voljo. Mislim, da ne bo uspelo. Mislim, da edina stvar, ki jo trenutno dosegajo, ta, da dejansko prepričujejo arabske države v nekaj, pred čimer smo jih opozarjali že desetletja. Zdaj bo prihodnost določena po izraelskem vzoru, nekakšnem mirovnem sporazumu. Naj bo to Abrahamov sporazum ali kaj drugega, v resnici ni pomembno. Morali bodo pristati na ta dogovor, mislim, da se prebujajo v tem pogledu, zavedajo se tudi dejstva, da je režim nezanesljiv partner, nevaren partner. In partner, ki bi jih rad tudi asimiliral prek svojih posredniških sil, torej zdaj to razumejo, vprašanje je, koliko časa bodo potrebovali, da se prebudijo in se nam pridružijo. Verjamem, da je težava povezana z arabskimi množicami in dejstvom, da je režimu ena stvar uspela. Najpomembnejše je, da so zavedno povezali palestinsko vprašanje z idejo, da moraš biti proti cionizmu, če želiš biti dober musliman. In to je problem, s katerim se danes soočamo. Zato Abrahamovi sporazumi niso podpisani, ne zaradi kakšnega drugega razloga. To nima nobene zveze z antisemitizmom, v to ne verjamem, ker so arabske države resnično pragmatične. In ne gre za to, ali si mi všeč, ampak ali je moja prihodnost boljša s tabo. Torej, odgovor je, da se morajo zdaj prebuditi in razumeti, da ne biti dober musliman nima nobene zveze z režimom, nima nobene zveze s tem, da si pristaš Palestine. Če že kaj, bi rada, da se Kuvajt spomni, da so se Palestinci v prvi zalivski vojni z veseljem pridružili. V redu, Catherine Perez Shagdam, strokovnjakinja za Iran, Jemen in radikalna gibanja, izvršna direktorica Forum for Foreign Relations, ki se nam je pridružila iz Londona. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Tik preden zaključimo ta del našega poročanja, Jonatan, je pred kratkim izraelski uradnik povedal, da bo Izrael zaradi Trumpove prošnje ustavil napad na Iran. Toda napadi na Libanon, tudi v Dahijehu, se bodo prav tako nadaljevali. In Izrael bo zdaj postavljen na preizkušnjo. Vemo, da so bile sirene v severnih skupnostih. Vemo, da so bili prestreženi izstrelki v severnih skupnostih. Vendar pa pogosto izjave tiskovnega predstavnika IDF pravijo, da so bile te sirene sprožene zaradi raket ali brezpilotnih letalnikov, ki so bili izstreljeni na izraelske sile, ki delujejo v Libanonu. Ker pa pogosto delujejo zelo blizu same meje, se sirene sprožijo tudi v obmejnih skupnostih. Izrael je, mislim, za svojimi dejanji, niti nismo potrebovali uradne izjave, zelo jasno pokazal, da se bo operacija v Južnem Libanonu nadaljevala. Minilo je le nekaj minut med iransko izjavo, da bo celoten Libanon zdaj izgovor za napade na Izrael in trenutkom, ko je Izrael odgovoril z ognjem v Južnem Libanonu. Torej je Izrael zelo jasno povedal, da to ne bo šlo skozi. Glede Dahijeha bomo morali počakati in videti. Zaenkrat moram reči, da nimamo nobenih znakov, da je prišlo do obstreljevanja izraelskih krajev. Morda je bilo tako. Počakati bomo morali na zelo občutljivo izjavo tiskovnega predstavnika IDF. Mislim, da je vse, kar smo videli v zadnjih 24 urah ali približno toliko,
preizkušanje obeh strani med seboj. In zaenkrat obe strani držita svojo besedo. Da, to je vprašanje. Kako bo Izrael reagiral na to sireno, ki smo jo slišali? In tudi, kako bo Iran reagiral? Ariel, 1 minuto. Da. Ja. Zelo hitro, Jonathan je pravi prerok, saj so bile te sirene posledica izstrelitve raket, 3 raket na izraelske sile, ki delujejo v Južnem Libanonu. 2 sta bili. 2 raketi sta bili prestreženi, 3. pa je zadela v bližini sil, ni poročilo o poškodbah. Zadnjič, ko so rakete ciljale Kirjat Šmono, je Izrael odgovoril z napadom na južna predmestja Bejruta. Mislim, da Hezbolah tukaj poskuša poslati signal, nekoliko dvigniti prag, vendar še ne tako, da bi izzval izraelski odziv v Bejrutu. Da, medtem pa se nadaljujejo tudi napadi na več vasi in mest na jugu Libanona. Da, o tem bomo zagotovo spregovorili čez trenutek. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Čez nekaj minut se vrnemo s to posebno oddajo. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Doživite pravo rešitev za svojo bolečino in okorelost. Pokličite zdaj. Vsak torek na i24 News English. Dobrodošli nazaj. Nadaljujemo z razpravo o nedavni zaostritvi med Izraelom in Iranom ter trenutni situaciji. Iran dejansko pravi, da bodo končali svoje operacije, Izrael pa nakazuje, da bodo sledili Trumpovi zahtevi in ustavili svoje operacije tudi proti Iranu. Vendar pa je vprašanje, kaj se bo zgodilo glede fronte z Libanonom. Da bi govorili o tem in drugih vprašanjih, pojdimo in se pogovorimo z brigadnim generalom v rezervi Yisraelom Rehavom Šafirjem. Je nekdani poveljnik letalske baze Tel Nov in nekdani bojni pilot izraelskih letalskih sil, ki se nam pridružuje iz Mošava, Bet Uziel. Dobrodošli, začnimo s to nedavno zaostritvijo in izraelskimi napadi v Iranu. Ali obstajajo še kakšne tarče, ki jih lahko Izrael dejansko napade v Iranu in bi lahko dodatno pritisnile na režim, ali gre bolj za isto kot doslej? In to dejansko ne bo odvrnilo Irana od nadaljevanja napadov na Izrael. Seveda, v Iranu je očitno še veliko več tarč, ki jih je mogoče zadeti. Pod pogojem, da Izrael sodeluje z Združenimi državami glede vrste tarč, kar pomeni, da so tarče takšne, kot so petrokemične tovarne, tiste, ki so povezane z iransko vojno mašinerijo, in ne energetske tarče, kot so elektrarne in podobno. To bi povzročilo, da bi Iran napadel podobne tarče v zalivu.
Torej, če želimo ugasniti luči v Teheranu ali Isfahanu, moramo upoštevati, da se bo isto zgodilo v eni od držav v zalivu. Tako je Iran uspel ustvariti nekakšno ravnotežje glede vrst tarč, ki jih lahko Izrael izbere. In Izrael, oprostite, ZDA nakazuje svojo nepripravljenost, da bi se vmešavale med Izrael in Iran. In vprašanje je, koliko neodvisnosti ima Izrael, ko gre za njihove operativne napade na Iran, glede na to, da mu morda primanjkuje zmogljivosti za dolivanje goriva, morda potrebuje ameriški sistem zračne obrambe, pa tudi tveganje za operacije, če je to potrebno. No, očitno ZDA poskušajo nadzorovati Izrael in očitno tudi Iran glede vrste udarcev, ki jih pošilja vsaka stran. Tako je, Izrael nenehno pod pritiskom, da se podredi strategiji in taktiki Združenih držav Amerike. Tako menim, da je manevrski prostor, ki ga ima Izrael, in vzvod, ki ga lahko uporabi proti Iranu, omejen na to, kar Združene države Amerike dovolijo. In Izrael nima proste roke, da bi počel, kar želi, očitno pa tudi ne v Libanonu. Tako je to cena, ko se spustiš v boj z velesilo, kot so Združene države Amerike. In Združene države Amerike bodo verjetno zadovoljne z jedrskim sporazumom, ki bo sklenjen namesto česarkoli drugega. Torej, če želimo, da je jedrski dogovor strog in da ga lahko Trump vsili Iranu, je bolje, da naredimo, kar pravi. In omenili ste Libanon in ko gre za Hezbolah, v kakšnem položaju te nedavne razmere puščajo Izrael? Mislim, ali bo Izrael v prihodnosti ciljal na Bejrut in ali je to sploh potrebno? No, res ne moremo ločiti med politično voljo in vojaškimi možnostmi. Se pravi, očitno je, da ima naša vlada svoje politične odločitve oziroma upravlja svoj politični položaj pri odločanju, kaj so cilji. Če bomo še naprej napadali Dahlo, je očitno, da bodo na nas izstrelili še več raket. In vlada se mora odločiti, ali je to vredno, medtem ko Združene države Amerike vodijo pogajanja o jedrskem sporazumu, ki je bil pravzaprav glavni razlog, da se je ta konflikt sploh začel. Tako da se bojim, da bomo morali to preprosto sprejeti. In Bejruta ne bomo kmalu bombardirali. V redu, brigadni general v rezervi Itzhak Riley Shafir, nekdanji poveljnik letalske baze Tel Nov in nekdanji bojni pilot izraelskih letalskih sil. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala. In se vračamo k našemu gostu v studiu, Ariel. Začnimo z vami z izraelskega vidika. In po zadnjih ocenah je to končano. No, morali bomo počakati, kako se bo to razpletlo, vendar se zdi, da se je ta krog končal. In to je nova terminologija, ki jo moramo uvesti, ko govorimo o odprti vojni med Izraelom in Iranom. Govorimo o krogih stopnjevanja. Prvi krog je trajal 12 dni, drugi krog je trajal 40 dni in zdaj govorimo o 24 urah. Lahko bi bilo 12 ur. Torej je to kratek krog, hitra izmenjava, lahko bi temu tako rekli. Zdaj na koncu nam kaže, da se je dinamika med Izraelom in Iranom spremenila in da je Iran poskušal uveljaviti nekakšno novo držo v regiji. To mu je uspelo v povezavi z globalnim gospodarstvom, s svojim nadzorom nad Hormuško ožino. Uspešno je to storil tudi z večino svojih arabskih sosed v zalivu, saj večina njih še naprej vodi politiko pomirjanja in zadrževanja. Kar zadeva Iran, kljub temu, da je bil tarča tisočev dronov in raket, in to poskuša storiti tudi v Izraelu. Zdaj, ko Izrael svojo novo doktrino po 7. oktobru ne sprejema več napadov, ne izvaja več zadrževanja in ne več politike pomirjanja,
Izrael je dokazal, da v tej novi realnosti in z novo obrambno doktrino ne bo dovolil, da se grožnje kopičijo na njegovi meji ali 2000 km stran. In kadarkoli pride do napada na izraelsko ozemlje, bo odgovoril. Svoje rdeče črte bo dosledno uveljavljal. To je tisto, kar smo do zdaj videli v praksi, in to je tisto, kar lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Zdaj, če stanje ostane takšno, kot je, Iran pravi, da je prenehal z napadi. Izrael je, mislim, lahko zadovoljen z rezultati. Izrael je povzročil več škode Iranu, ki je poskušal uveljaviti odvračanje proti Izraelu, a je na koncu utrpel hujši udarec. In tako se bo Iran na koncu vrnil na začetek, vendar se zdi, da se to ne bo nadaljevalo. Ampak očitno smo bili mnogi med nami presenečeni čez noč, ko je Iran res napadel. Ja, tako da so očitno vse možnosti še vedno na mizi in jih mora izraelski obrambni vrh tako tudi obravnavati. Da, to je veliko vprašanje, ločevanje teh dveh front, Iran in Libanon. Jonatan, kaj pa glede kopenske operacije, ker nihče o tem ne govori posebej. Govorimo, veste, o omejitvah napadanja Bejruta. Zdaj želi Iran ustaviti ali poskušati vzpostaviti takšno logiko zaustavitve napadov na jugu Libanona. Ampak izraelske enote so še vedno tam, še vedno na jugu. In mislim, da je izraelska logika ta, da če zdaj popustijo Iranu, če Izrael preneha z napadi v južnem Libanonu zaradi grožnje iz Irana, kaj potem sledi? Morda bo Iran jutri videl, da mu je uspelo in rekel, veste kaj, izraelske sile v Libanonu odstranite. Če jih ne odstranite, bomo reagirali. Zato mislim, da Izrael postavlja zelo jasno rdečo črto glede te možnosti v južnem Libanonu. Videli smo to z napadi, ki so sledili kmalu po sporočilu iz Irana. In mislim, da bomo videli, da se bo operacija v južnem Libanonu iz zraka in na tleh nadaljevala kot običajno. Bejrut, Dahija, to je druga zgodba. Mislim, da želi Izrael postaviti zelo jasno mejo in povedati, da se bo operacija v južnem Libanonu nadaljevala, ne glede na sporočilo, ki je prišlo iz Teherana v zadnjih nekaj. Da, gospodje, ostanete z mano, zdaj gremo k Ahmadu Husseju, političnemu svetovalcu iz Hussey Associates, ki se nam pridružuje iz Maname v Bahrajnu. Pravimo, da Iran prav tako grozi, da bo ciljal na infrastrukturo v zalivu, tudi če bi ga napadel samo Izrael, ne pa tudi ZDA. Kako se zalivske države odzivajo na nedavne dogodke? No, premirje, ki je potekal v zadnjih nekaj mesecih, se zdaj bliža koncu. Ni lahko vsega skupaj sestaviti. Toda izven pogajalskih miz, napadanje Izraela iznenada kaže samo eno stvar, da Iran nima ničesar za ponuditi na pogajalski mizi. Nočejo storiti ničesar glede Hormuške ožine. Nočejo storiti ničesar, ko gre za vmešavanje v sosednje države, kot sta Hezbolah in Libanon. Govorimo tudi o drugih posredniških skupinah v regiji. Nočejo prenehati z izstreljevanjem raket in dronov na zalivske države. Torej, kaj ponujajo na mizi? Popolnoma nič. Kaj pa časovni vidik? Trenutno po nekaterih poročilih prikazujemo, kako stopnje inflacije v bistvu zelo otežujejo življenje iranskemu prebivalstvu. To jih je pognalo na ulice iranskih mest. Iranski režim trenutno napada Izrael. Napada države zaliva, v bistvu poskuša preusmeriti pozornost iranskega ljudstva, jih poskuša ponovno združiti na isti strani kot režim. Ampak ali to pomeni, da Iran čuti in razume, da so najšibkejša točka tukaj pravzaprav zalivske države? In dokler bo lahko napadali zalivske države, bodo, veste, pridobili več popuščanja strani Američanov ali celo Izraelcev in tako preživeli to vojno. Mislim, da nimajo pravih izračunov na tej ravni. Še posebej po umoru Ahmeda Vahidija, danes prej, glede na poročila po poročilih izraelskih medijev. V bistvu, če govorimo o tem, kdo danes nadzoruje Iran, je ajatola v skrivališču. Pravi, ajatola je izginil.
Če govorimo o predsedniku, o katerem so pred nekaj dnevi krožile govorice, da je odstopil, nam ostane le še iranska revolucionarna garda, ki je danes izgubila svojega vodjo. Niso zbrani, ne vidijo jasno in mislim, da streljajo levo in desno, da bi našli izhod iz črne luknje, v kateri so se znašli. Interno imajo težave s svojim lastnim prebivalstvom. Ko gre za embargoje, ko gre za gospodarstvo, ne gre jim dobro, prav tako tudi njihovim vojakom. Ne znajo nič drugega, kot se boriti. In ko že govorimo o streljanju levo in desno, kot praviš, je Iran včeraj zanikal odgovornost za napad na Saudsko Arabijo. Enako se je zgodilo tudi, ko so napadli Kuvajt, mesto Kuvajt. Kaj nam to pove o iranski strategiji? Ker napadajo in vedno zanikajo svoje napade, ko gre za infrastrukturo, ki pripada zalivskim državam posebej. Mislite, da je to namerno? In kako bodo na to reagirale zalivske države? Je malo obojega, mislim, tako kot ste rekli, oni to naredijo in potem zanikajo. To so naredili z Omanom, to so naredili z Emirati, pravzaprav z vsemi zalivskimi državami. Njihov lasten problem je, da je veriga poveljevanja prekinjena. To je prvo. Druga stvar je, da njihovo orožje, predvsem njihovi droni, niso ustrezno nadzorovani. Samo vnesejo GPS lokacijo in dron gre. Karkoli najprej zadene, v bistvu ni vnaprej določeno. In to se je zgodilo. V bistvu sta zaradi tega umrla 2 človeka, 2 civilista v Bahrajnu. In če govorimo o tem, kaj se dogaja v Kuvajtu, kot ste omenili, še vedno zanikajo, da so to storili, tudi ob posnetkih nadzornih kamer. Ne vidijo jasno. In seveda, kot ste omenili, ko gre za zalivske države, so pričakovali, da bodo te države padle ali popustile veliko prej, že v prvem tednu, kot so nekateri njihovi uradniki že prej izjavili. Mislim, da so se spravili v večje težave, kot jih lahko obvladajo. In nazadnje Hutiji so začeli oziroma začenjajo svoje napade proti Izraelu in grozijo tudi ladjam v Rdečem morju. To je velika težava predvsem za Saudsko Arabijo, ki uporablja vzhodno-zahodni naftovod. Zakaj so se prav zdaj odločili pridružiti boju in kako bodo na to reagirali Savdici? Ker bo to v bistvu popolnoma ohromilo sposobnost Savdicev za prodajo nafte. Očitno so Hutiji med vojno večinoma molčali, razen tistega enega primera, ko so izstrelili eno samo raketo na Izrael, nato pa so se spet skrili. Edini razlog, da so se spet pojavili, je ideja, ki potrjuje tisto, o čemer smo prej govorili, da se Iran znajde v zelo težkem položaju. Prišli so, da bi pomagali in rešili Iran. To je na eni strani. In kako bo Saudska Arabija to rešila, je problem za celotno regijo. Govorim o Zalivu in Izraelu. Zato mislim, da bi moralo priti do ustreznega sodelovanja, da bi jih lahko obvladali, preden naredijo še več. In vsi vemo, da Hutiji, ko so enkrat zraven, nimajo nobenih zavor, ki bi jih ustavile. Prav, Ahmad Hausa, politični svetovalec pri Hausa Associates, ki se nam je pridružil iz Maname v Bahrajnu. Najlepša hvala. Hvala. Nazaj v studio. Ariel, beseda je spet tvoja. Skozi celotno oddajo smo s svojimi gosti razpravljali o vprašanju Hutijev. In radi bi slišali tudi tvoje mnenje o tem, zakaj se prav zdaj pridružujejo boju. Ker Iran poskuša rešiti svojo mrežo posredniških skupin. Tako da v bistvu kliče svoje posredniške skupine, naj se zberejo in pridružijo spopadu. To v bistvu kaže, da ima Iran 2,5 posredniški skupini. Ima Hezbolah, ima Hutije in ima polovico tistega, kar je imel prej v obliki milic povezanih s Teheranom v Iraku, od katerih so nekatere že začele izjavljati, da se bodo vključile v državni aparat. Nekatere, ki niso povezane z Iranom, so ta proces že začele. In tako je Irak trenutno na robu zaradi iranskega posredniškega omrežja. Ampak mislim, da je to zelo zanimiva, tvegana poteza Hutijev. Kot ste pravilno vprašali, se niso pridružili do zdaj. Torej, kaj se dogaja prav zdaj? In kaj to pomeni za njih? Ker lahko Hezbolah iz tega
pridobi svoje preživetje, če jim uspe povezati fronto med Libanonom in Teheranom, ampak Hutiji, kaj pa želijo s tem doseči? Torej, Hutiji so imeli dolgo časa, da so se ponovno organizirali, obnovili svoje zmogljivosti in morda so zdaj pripravljeni na boj. Prav tako moramo vedeti, da je glede notranjih razmer v Jemnu popolna katastrofa. In v preteklosti smo videli, da so se Hutiji spuščali v zunanje avanture, da bi preusmerili pozornost javnosti od svojih notranjih kriz. To ni nekaj, kar bi Hutiji izumili. Prav tako je v to vpleten tudi Iran. Nekateri bi lahko rekli, da je to pred našimi očmi eden glavnih razlogov, zakaj so trenutno tako vojaško aktivni. Toda tudi za Iran želijo pokazati, da je grožnja ožine Bab el-Mandeb resnična. Da bi to dosegli, morajo nekako vse opomniti, da so Hutiji še vedno v igri. In to lahko pojasni izstrelitev iz Jemna proti Izraelu. Mislim, da če smo prej govorili o tem, da Izrael dosledno uveljavlja svoje rdeče črte, so bili glede Hutijev najmanj dosledni. Na vsak Hutiji strelek proti Izraelu ni bilo odgovora z napadi v Sani, Hodejdi ali drugih območjih. Zato nisem povsem prepričan, da si bo Izrael želel ponovno spopasti s Hutiji. Tako da to ni popolna situacija, kjer bi Izrael vedno uveljavljal svoje rdeče črte. Ampak kot celota to počne. In mislim, da Hutiji poskušajo preizkusiti odločnost Izraela, da bi videli, ali je res tako dosleden, kot pravi, ali pa obstajajo vrzeli v tej obrambni doktrini. In Jonatan, če ostanemo pri temi Hutijev, kot je pravkar omenil Ariel, Izrael ne odgovori na vsak Hutijev izstrelek. Seveda to ne povzroča škode Izraelu, vendar je to vseeno problem za Izrael, ki ga bo treba prej ali slej rešiti. Kaj točno Izrael počne na varnostnem in vojaškem področju proti Hutijem? Vsake toliko časa vidimo izraelski napad v Jemnu. Ti so zelo uspešni, povzročijo škodo. Bo to zlomilo Hutije? Absolutno ne. In to je nekaj, kar je treba nasloviti. Rakete niso tolikšen problem, a povzročajo težave. Če pa bo zdaj res prišlo do ponovnih motenj v ladijskem prometu proti izraelskim južnim pristaniščem, kot se je že zgodilo prej, potem je to velik problem, ki ga je treba rešiti. Problem je, da se soočamo z več frontami. Obstaja iranska fronta, obstaja Hezbolahova fronta, obstaja fronta v Gazi, komaj jo omenjamo, a je tam ves čas aktivna. Tu je še Zahodni breg, komaj ga omenjamo. Pred nekaj več kot 24 urami je prišlo do strelskega incidenta, ki ga je izvedel izraelski državljan, vendar je še vedno območje Zahodnega brega prizorišče nasilja tako s palestinske kot z judovske strani. To je aktivno. Vojska je že zdaj raztegnjena do skrajnosti. Tako da je zdaj poskušati narediti 1000 milj stran, ne glede na to, kako sofisticirana je ta vojska, zelo zahtevno. Obstaja meja temu, kaj lahko doseže. Definitivno. Najlepša hvala, Jonatan Regov, naš varnostni analitik in tudi naš bližnjevzhodni dopisnik, višji dopisnik Ariel Ozeran, ker sta bila z nami to uro. In zdaj zaključujemo z našim dopisnikom na severu, Joe Brown, ponovno dobrodošli. Prav v zadnji uri še ena sirena na severu Izraela in tudi izraelski napadi na južne vasi in mesta v Libanonu. Povejte nam najnovejše z te fronte. Torej, zadnjič, ko so govorila, so med mojim govorom na severu Izraela zazvenele sirene zaradi raketnega obstreljevanja Hezbolaha. Gre za območje okoli Kirjat Šmone v ozkem pasu Galileje. Zdaj je IDF sporočil, da je Hezbolah proti izraelskim vojakom, nameščenim v južnem Libanonu, izstrelil 3 rakete. 2 od njih sta bili prestreženi, ena pa je pristala zelo blizu vojakov, vendar pa ni bilo žrtev. Izrael je sporočil, da bodo ostro odgovorili, če bo Hezbolah napadel mesta in vasi vzdolž črte stika ob izraelsko-libanonski meji. To še ne šteje kot eden od teh primerov, saj je bil cilj usmerjen le proti južnemu Libanonu. Razlog za sirene je bil bodisi previdnostni ukrep ali pa so prestrezniki, ki so nameščeni na severu Izraela za prestrezanje teh raket, sprožili opozorila, torej sirene.
Torej, vse skupaj do zdaj še ni bilo ničesar proti severnemu Izraelu, vendar pa je to tisto, kar počne Hezbolah. Radi se počasi približujejo meji. To so storili po tako imenovanem premirju, ki je bilo podpisano aprila, in tistem, ki je bilo obnovljeno oziroma dogovorjeno pred samo tednom dni, a je bilo precej hitro prekršeno. Tako bo verjetno nekaj raket usmerjenih proti severnemu Izraelu. In to je odvisno od tega, kako se bo IDF odzval, ali se bo Iran vmešal ali ne. IDF je povedal, da če bodo zadeti s temi raketami, bodo napadli Bejrut, in če napadejo Bejrut, bo Iran ponovno napadel Izrael. Ampak kot ste omenili, IDF izvaja napade po celotnem južnem Libanonu. Obstajajo posnetki dimnih oblakov, ki prihajajo iz Tira in drugih mest na jugu, še posebej severno od reke Litani. Tako je verjetno, da bo prišlo do stopnjevanja v nekem trenutku. Vse je odvisno od tega, kako bo IDF odgovoril na provokacije Hezbolaha. In zdaj, po tej izjavi iranske vojske in tudi potem, ko je Izrael nakazal, da so pripravljeni ustaviti napade proti Iranu. Kaj to pomeni za navodila poveljstva domače fronte in tudi za šole jutri? In zagotovo izraelski zračni prostor in možnost morebitnega zaprtja letališča Ben Gurion. Torej, trenutno so šole še vedno zaprte po vsej državi, vendar pa so to storili, medtem ko so delovna mesta ostala odprta. To je način, kako ohraniti gospodarstvo v pogonu, ki je bilo v zadnjih 3 letih močno moteno. Toda to je starše v Izraelu postavilo v nekoliko težak položaj. Morali so na hitro urediti varstvo otrok. In sprva so jim povedali, da bodo šole jutri zaprte. Vendar pa, ker so Iranci pristali na prekinitev ognja proti Izraelu, nameravajo šole ponovno odpreti za pouk v živo že od jutri naprej. In to bo prav tako povzročilo manjše motnje v izraelskem zračnem prostoru, ki je danes večinoma ostal odprt, kljub raketnemu obstreljevanju iz Irana. In njihov načrt je, da želijo državo ohraniti čim bolj odprto, ker je, kot sem rekel, bilo v zadnjih nekaj letih veliko težav zaradi več obdobij zaprtja gospodarstva. In prav zdaj potekajo izpiti, ki jih morajo dijaki opraviti, preden gredo v vojsko. Nekatere izmed njih, je povedal minister za izobraževanje Joav Kiš, bodo odpovedali, nekatere bodo prestavili. A v vsakem primeru je to velika motnja za dijake v Izraelu in tudi za njihove starše. Definitivno. Joe Brown, naš dopisnik, bil si z manoj iz severa Izraela, natančneje iz Hajfe. Najlepša hvala, da si bil z nami. In spomnimo se nedavnih dogodkov. Povejstvo Korpusa islamske revolucionarne garde, Hatib in Amija, je sporočilo, da za zdaj končujejo napade na Izrael, vendar grozijo, da bodo te napade nadaljevali, če Izrael napade celoten Libanon. Vključno z jugom Libanona, vendar je prav to se zgodilo pred komaj 1 uro. Kjer je Izrael do zdaj napadal več mest in vasi na jugu Libanona, zaenkrat še nismo slišali odziva Irancev glede tega zadnjega razvoja dogodkov. In zagotovo bomo še naprej spremljali dogajanje in se znova oglasili čez nekaj minut. Najlepša hvala za ogled.